Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Na današnjo pustno soboto bomo v oddaji Iz naših krajev spregovorili o pustnih običajih. Pogledali bomo v različne kraje po Sloveniji, v ospredje pa postavljamo laufarijo, ki jo pripravljajo v Cerknem. Tudi današnje radijsko dogajanje bo v znamenju šem, saj pripravljamo pustno sobotno iskrico, na kateri bomo zbirali sredstva za misijone. Zato vabljeni k sodelovanju. Po nekaj letih pa bo v športni dvorani osnovne šole v Zavodu svetega Stanislava tudi pustno rajanje za družine. V oddaji bomo sicer poročali tudi o načrtih in projektih Republiškega stanovanjskega sklada, sodobni astronomski opazovalnici v Slovenski Bistrici in pripravi odloka o plovbi po akumulacijskem jezeru Most na Soči. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Smo v samem vrhuncu pustnih prireditev, ki se odvijajo po vsej Sloveniji. Med najbolj prepoznavne pustne karnevale pri nas spada jutrišnji pustni karneval v Cerknici, ki je znan predvsem po velikih pustnih figurah coprnice Lize, medveda, zmaja, povodnega moža, žabca, ščuke, butalcev in drugih likov. Letošnji veliki pustni karneval so poimenovali Zlata ohcet, saj mineva 50 let od kmečke ohceti, prve nedeljske pustne povorke v Cerknici v organizaciji Pustnega društva Cerknica. Več o tem Lojze Pustni iz omenjenega društva. Zato imamo letos normalno zlato ohcet in bomo poročili vse, kar leze in kar gre. Župan, butalski in županja se bosta spet ali pa ponovno vzela. Poročili bomo tudi vse žabje pare, pa še koga zraven, če pa slučajno še kdo tam prvolje. Tako da res bo lušno, vreme smo zrihtali, pride ogromno gostujočih skupin, vse tradicionalne velike figure, tudi kakšno presenečenje bomo pripravili in pa obeta se nam ena lepa pustna nedelja, tako da vabljene, da pridejo v Cerknico, pa ne grejo čim prej od doma, če ne bodo ostali. Tako da čim prej pa upoštevati vse, kar piše, je to parkirišče, pa bomo vse veseli zjutraj. Ob lepem vremenu nedeljsko prireditev obišče približno 20 tisoč ljudi, v celotnem pustnem tednu pa tja do 35 tisoč, je povedal Lojze Pustni. V Cerknici te dni imenovani Butale je že pred jutrišnjim osrednjim dogajanjem potekalo več prireditev. Slavnostni začetek in prevzem oblasti je bil na Debeli četrtek, ko so pripravili tradicionalno žaganje babe. Včeraj so uprizorili butalski TV program, danes bo na sporedu otroška maškarada, po Zlati ohceti jutri, pa nato na pepelnično sredo, popoldne še tradicionalni pokop pusta. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc. Radio Ognjišče v vašem kraju. Na današnjo pustno soboto bomo v naslednjih minutah predstavili maske, ki jih izdeluje v Cerknem, in spregovorili o pustovanju oziroma laufariji. Naš gost je Miha Bavcon iz društva Laufarija Cerkno. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Kaj se bo danes pri vas dogajalo? Danes na pustno soboto nas v dopoldanskih urah najprej čaka laufarska tržnica z lokalnimi izdelki lokalnih ponudnikov, od sladkih peciv do mesnih izdelkov in vse ostale pestre ponudbe, ki jih premorejo cerkljanski pridelovalci. Hkrati pa bomo tudi društveni štand imeli oziroma društveno stojnico, kjer bomo v ponudbo dali ročno pledene kape iz lokalne ovčje volne. Zvečer na pustno soboto pa nas pričakuje oziroma vas pričakujemo obiskovalce v pokritem šotoru pred večnamenskim centrom Cerkno, kjer bo zabava, pustna zabava z ansamblom Banovšek. Kot vemo, laufarska družina šteje 25 likov in 26 mask. Iz česa so izdelane, kaj predstavljajo in kdo jih nosi?
Vse maske laufarske družine, razen ene, maske lamanta, ki je narejena iz kozličje kože, vse ostale pa so narejene iz lipovega lesa. To je tudi posebnost cerkljanske laufarije, saj takih mask v tako človeški podobni obliki ne poznamo nikjer na Slovenskem. Maske nosimo člani društva, ki se tudi imenujemo laufari. Sproti se dogovarjamo ob večerih, ko se dela, ko se šiva določene kostume, kdo od fantov bo nosil katere like in tako naprej. Vsak od likov je na svoj način poseben, saj predstavlja ali družbeni sloj cerkljanstva, od meščanov, kmetov, delavcev, obrtnikov, vaških posebnežev in tudi nekateri posebni liki, ki izhajajo še iz časov staroverstva. To so na primer pust, lamant, smrekov. Pust predstavlja tisto nerodovitno, tisto zimo v letu, ki jo je treba pregnati oziroma odgnati, tako da lahko prije pomlad in da zemlja znova obrodi. Ja, imajo različna imena, recimo tudi ta star, katera so še druga imena in kaj izražajo? Ta star, njegova žena ta stara, ta tirjasti, kot sem že omenil, izražajo to, kar sploh so oziroma kaj v laufariji imajo vlogo. Ta tirjasti, njihova obleka je pošita z tirjem, to je ostanek pri tkanju platna oziroma lanenega platna. Oni imajo v laufariji vlogo policajev, redarjev, zagotavljajo red in disciplino, tako da se lahko laufarski sprevod nemoteno giblje po cerkljanskih ulicah. Po njih tudi laufarija nosi ime, saj oni neprestano tekajo, po cerkljanskem rečejo, da laufajo. Potem so tukaj še lamant, pustov brat ta smrekov, ta kurjev, ta pjan, ta pjana, ta žleht, ta ličnat. Najbolj posebna sta recimo par ta bršljanov in marjetica, saj njegova obleka, ki je v celoti pošita z svežimi bršljanovimi listi, je ena izmed 3, ki jo moramo vsako leto v društvu na novo sešiti. Ta vzame tudi največ časa, saj vse šivanje, vse delo poteka ročno, brez šivalnih strojev in tako da v laufariji nam nikoli ne zmanjka dela, nikoli ni dolg čas. Ustvarjate tudi nove maske ali se držite te tradicije? Zadnja maska je bila laufarski družini dodana leta 1997, to je maska oziroma lik oštirja, natakarja, od takrat pa nove maske še nismo dodali. Lahko bi jo dodali, če bi tale maska, tale lik imel pomen oziroma neko zgodbo, da bi pasal oziroma sodil zraven laufarske družine. Zaenkrat v tem ne vidimo potrebe, se bo pa skozi leta pokazalo, če se bo katero od posameznikov tako vpisal recimo v zgodovino ali pa če bo prišlo kaj do takega posebnega tukaj na Cerkljanskem, da bi v njem lahko prepoznali potrebo potem, da bi ga vključili v laufarsko družino. Tradicije, ki so nam jo prenesli naši predhodniki, v mojem primeru moj star oče in starejša brata, tradicije se strogo držimo, je ne popravljamo, ne prilagajamo modernejšim časom, saj vemo, da je laufarija nekaj, kar je staro, kar moramo čuvati in ne vidimo smisla v tem, da bi se skomercializirali oziroma da bi to začeli prodajati, oglaševati oziroma modernizirati na nek način. Nekaj besed je treba povedati tudi o sami zgodovini. Na spletni strani ste zapisali, da so v ruševinah in ognju druge svetovne vojne izginila vsa naličja, obleke in druga oprema laufarjev. Kakšni so pa njeni začetki? Začetki laufarije naj bi segali že v 14. stoletje. Točne letnice na žalost ni znane, ker v laufariji obstaja zelo malo oziroma skoraj nič pisnih virov. Najstarejši vir o laufariji sega v leto 1944. Celotna zgodba laufarije pa je v bistvu odzmeraj bila del članov oziroma tistih, ki so laufarijo držali po konci. Oni so imeli vse znanje, kako se šiva, tudi kako se izdela masko, kako se določen lik igra in tako naprej. Tole znanje, ta tradicija se je skozi stoletja nemoteno prenašala iz roda v rod, iz starejše na mlajšo generacijo. Vse do leta 1914, ko je nastopila velika vojna. S tem letom je bil na žalost tudi konec tiste stare laufarije, saj so bili mladi fantje v letih, ki so sledila, poklicani med vojake na fronto, tako da med prvo vojno laufarije ni bilo. Po njej vemo, da je Primorsko zasedla italijanska fašistična komanda, tako da z Rapalsko pogodbo je tudi naš kraj Cerkno pripadal kraljevini Italiji. Italijani pa so skozi leta prepovedovali vse, kar je bilo slovenskega. Ne pozabimo, tukaj je bil uradni jezik seveda italijanščina,
športna društva, kulturna društva, imeli so močno planinsko društvo tukaj v Cerknem. Vse to se je skozi leta ali zatiralo, ali poitalijančilo, ali pa celo prepovedalo. Na ta način je tudi laufarija takrat dokončno zamrla. Med bombardiranjem v letih 43 pa vse tja do 45 pa so bila vsa naličja in, kot ste že omenili, ostala oprema laufarjev nažalost uničena med bombardiranjem. Po drugi svetovni vojni v letih 1848 in kasneje pa je v Cerkno začel zahajati domačin, med vojno izseljeni, gospod Peter Brelih. Ta je med domačini zasejal idejo in tudi kasneje željo, da bi bilo zelo fajn, če bi to staro pustno šego zopet obnovili. Z njegovo pomočjo, s pomočjo starejših domačinov, ki so se običaja še spominjali, in s pomočjo gospoda dr. Nika Kureta iz Inštituta za slovensko narodopisje, jim je skozi leta uspelo tudi zbrati vsa pričevanja starejših domačinov, kakšne so bile almaske, obleke, kako je sploh celotno običaj potekal. Potem pa je gospod Brelih pomoč pri izdelavi lesenih mask oziroma larv poiskal v Ljubljani pri gospodu Radu Jelinčiču. On je bil tisti, ki je prve maske za laufarsko družino tudi izdelal. 3 maske pusta, ta starega in ta terjasta, pa so si laufarji za prvo prizoritev leta 1956 izposodili v Slovenskem etnografskem muzeju. Tja pa jih je že pred vojno prinesel, kot že omenjeni, gospod Peter Brelih. Tako da letos praznujemo 70 let, odkar je laufarija znova na cerkljanskih ulicah in smo zelo veseli, da lahko skupaj praznujemo ta visoki jubilej. Predstavnik društva Laufarija Cerkno, Miha Bavcon, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji. Hvala vam. Pogovarjal sem se, Andrej Šinko. Radio Ognjišče v vašem kraju. Ob mikrofonu lepo pozdravljam direktorja Javnega stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Črtomira Remca. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav tudi vam. Načrti za letos so kar zajetni. Koliko skupno stanovanj načrtujete? Morda en povzetek te vaše novinarske konference. Ja, letos bomo v Gradno dejansko spravili 1179 stanovanj do konca leta. Seveda, hkrati poteka gradnja že več kot 200 stanovanj na 4 lokacijah, tako da to že gradnja poteka. Seveda, ključni projekti bodo pa nekje v sredini leta šli v Gradno. Tako da v bistvu je to bilo zelo, že nekaj let to pripravljamo, tako da bo pa letos dokončno vse skupaj to steklo. Potrebno je bilo tudi zagotoviti financiranje in dokapitalizacija lanskih 100 milijonov gre vsa aktivno v teh 1179 stanovanj. Tako da mi vsak evro, ki ga dobimo, dejansko takoj nekako vložimo v projekte. Pričakujemo pa v bodoče tudi seveda kreditiranje, ker že 10 let praktično najprej smo uporabljali lastne vire plus kredite, zdaj bomo pač uporabljali dokapitalizacijo plus kredite. Tako da vsekakor optimiziramo financiranje, da zagotovimo čim več javno-najemnih stanovanj. Računate pa tudi na plodno sodelovanje občin, namreč s tem, da bi zagotovila zemljišča in tudi, da bodo ta komunalno opremljena. Kako bi lahko tukaj izpostavili njihovo sodelovanje doslej? Seveda sodelovanje občin v preteklosti, vse, ki so prišle, ne, to se pravi, mi smo 1300 stanovanj z 83 milijoni, ali v kreditih, ali v soinvestitorstvu smo jim zagotovili. Praktično, kdor je prišel k nam, je dobil našo pomoč. Pričakujemo, da bo tega še več, ne, ker namreč ravno strani lokalnih skupnosti bi se morale aktivnosti bistveno povečati. Jaz mislim, da tudi letos vseh 75 milijonov je namenjenih iz dokapitalizacije lokalnih skupnostim. Naše projekte smo zaenkrat nekako prioriteta je, da vzpodbudimo lokalne skupnosti k investicijam in jaz upam, da bodo to tudi tega se lotile. Kakšen je bil doslej odziv, torej se že kaj odzivajo? Ja, vmes je bilo malenga, v preteklosti več, zadnja leta majčkeno manj, bolj so se napovedovale zadeve, jaz upam, da bodo zdaj, ko bodo sredstva na voljo in bodo dodatno še krediti ugodni na SID banki, da bodo res zastavile projekte. Vemo pa, ne, da stanovanjski projekti, cikl je 5 let, ne, in dejansko je zelo težko začeti kar takoj, ne, nekaj let priprave in tisti, ki ni se pripravljal, ki misli, da bo začel graditi preko noči, bo zelo verjetno se te projekti ne bojo izvajali.
Nekoliko so vam zadeve olajšala ta integralna gradbena dovoljenja. Ne bi rekel olajšala, to so večji projekti, ne, z nekaj 100 stanovanji, kjer smo dolžni izvajati po integralnem gradbenem dovoljenju, je bistveno bolj zahtevno, tudi z vidika okoljskih poročanja vseh vplivov na okolje, z vidika hrupa, praha in tako naprej, tako da še posebej pa so bile zahtevne dodatni ukrepi protipoplavne zaščite. Po zadnjih poplavah smo morali praktično pri vseh projektih še dodajati protipoplavne ukrepe. Se pravi, tukaj bi lahko bili tudi malce bolj konkretni, glede hrupa ste izpostavili prej že mestno občino Kranj, kaj pa glede poplave? Ja, v bistvu pričakujemo, da bomo zdaj dejansko, da smo to zadnjo mnenje, ki pričakujemo za projekt v Kranju, bo v roku enega meseca, tako da praktično edino, kar je še lahko problem, so razne okoljevarstvene organizacije, ki bi lahko iz ne vem kakšnih vzgibov ali pa sosedje iz neke negativnih vzgibov poskušali te projekte ustaviti, ampak jaz upam, da bodo tolerantni do tistih, ki potrebujejo stanovanja. In v Kranju bo kdaj predvidoma projekt končan? Ja, če začnemo letos, bodo vsi te projekti, Kranj v roku 2 let bodo končani. Usmerjate se tudi v premogovniško regijo, še nekaj besed o tem? Kolega Šavrič je predstavil to, gre za v letošnjem letu bomo z tem iz kohezijskih sredstev pridobili 5 milijonov, ki jih bomo namenili za odkup prvih 100 stanovanj. Tudi naša lastna udeležba je nekaj manj kot 1 milijon pri tem. V nadaljevanju je pa seveda še dodatnih 170 stanovanj možno odkupiti, ali bomo za to dobili še kohezijska sredstva oziroma bomo to iz lastnih virov, to še ne morem povedati. Z generalnim direktorjem Republiškega stanovanjskega sklada Črtomirjem Remcem sem se pogovarjala Tanja Dominko. Radio Ognjišče v vašem kraju. Na srednji šoli v Slovenski Bistrici so se lotili izjemnega izobraževalnega projekta, poimenovali so ga Urania. Z njim želijo spodbujati neformalno pridobljeno znanje, učenje v naravi oziroma zunaj učilnice in izkustveno učenje. Za podrobnosti smo poklicali ravnatelja magistra Marjana Kampuša. Lepo pozdravljeni, gospod Kampuš. Lepo pozdravljeni. Prva faza projekta Urania je končana. Na neizkoriščenem prostoru na strehi zaklonišča Srednje šole v Slovenski Bistrici je med lanskimi poletnimi počitnicami zrasla sodobna astronomska opazovalnica. Omogočala bo raziskovanje vesolja z naprednim teleskopom. Kako se je porodila ideja in kako dolgo je zorela, gospod Kampuš? Ideja za postavitev astronomske opazovalnice je zorela kakšno dobro desetletje, predvsem pa je rezultat dobrega dela naših astronomov in astronomskega krožka pod mentorstvom magistra Marka Žigarta, ko so dijaki za svojimi uspehi se uvrstili tudi na astronomsko olimpijado in potem tudi na sejem v Dallasu, kjer so svoje delo lahko predstavili. Nekako smo pa potem prišli do tega, da bi bilo res dobro, da to vso dobro delo nagradimo z tem, da dijakom, tudi bodočim generacijam, zaposlenim in lokalnemu in širšemu okolju ponudimo možnost pogleda v nebo malo bolj drugače oziroma bolj strokovnega vidika. So dijaki to novo veliko pridobitev že preizkusili? So že preizkusili, ampak letos je zelo nehvaležno vreme za opazovanje, zima sploh bila takšna, zdaj tako da upamo v prihodnje, da bo vreme ugodnejše za opazovanje. Hkrati pa moramo opozoriti, da dokler še nismo končali vsega, kar se varnosti tiče, nove ograje, ker streha zaklonišča ne zahteva takšne ograje, če ni ljudi gor, tako da moramo zdaj postaviti v mesecu marcu, imamo že načrtovano novo ograjo in stopnice do dostopa do Uranje, da bomo od takrat dalje pa lahko potem tudi bolj intenzivno in tudi uradno začeli z opazovanji. No, sicer pa je ta projekt zasnovan še širše. Kakšna je njegova vizija, kaj še načrtujete, magister Kampuš? V bistvu smo si zadali neke 3 osrednje sklope. Na eni strani astronomski sklop, kjer bomo izvajali opazovanje za dijake in zainteresirano javnost. Polje učni, kjer bi izvajali pouk astronomije, geografije, slovenščine, biologije, fizike in pa potem splošni, kar pomeni, da bi
streho zaklonišča odprli širši javnosti za poslovna srečanja, team buildinge, za zainteresirana podjetja, druge skupine. Cilj je še poleg tega osrednjega dela prve faze letos do 1. septembra dokončati drugo fazo, kjer bo Pohorska geološka pot, kjer bodo predstavljene kamnine Pohorja, ki so nekako v geološkem smislu posebnost v slovenskem prostoru. Potem visoke grede za pouk naravoslovja, kjer bomo dijaki imeli možnost zasaditi in potem skrbeti za zelišča in pa zelenjavo. Potem amfiteater, še en tak mali, kjer bi lahko se izvajal pouk. Imamo še pa tretji del, kjer še na nek način odprto, čemu bomo to namenili. Vedno bolj se nagibamo, da bi dali prostor umetniškemu ustvarjanju. Hkrati bomo uredili tako, da bi lahko po 3 razredi, 4 razredi dejansko izvajali pouk na tej strehi tega zaklonišča na Urani. In med tem se pa ne bi motili. No. Želimo tudi recimo kino pod zvezdami, lokalni skupnosti ponuditi tak butični kino, kjer bi lahko ob lepih poletnih, jesenskih, spomladanskih večerih tukaj bil prostor druženja, pa kar bi lahko združili tudi z opazovanjem nočnega neba. Mogoče beseda 2 o finančni plati, koliko je projekt vreden, za kako velik zalogaj gre in kdo se bo prispeval sredstva? Zaenkrat ocenjujemo prvi 2 fazi v višini okrog 250.000 evrov. Nekaj sredstev smo zagotovili sami s pomočjo evropskih sredstev in sodelovanja v projektih, s pomočjo podjetja Kadring iz Slovenske Bistrice. Dobili smo donacijo občine Slovenska Bistrica v višini 25.000 evrov. Se bomo pa za donacijo obrnili tudi na podjetje v lokalnem in pa tudi na nacionalni ravni, kjer bomo jim tudi dali možnost, da v zahvalo za donacijo bomo za vse večje čase obeležili ta njihov prispevek ob stopnicah, ki bodo vodile do prostora, se bo zabeležilo ime podjetja ali pa posameznika, ki je nekako prepoznal dodano vrednost tega projekta. Mogoče še to ob koncu, gospod Kampuš, kako pa je ta projekt sprejet med dijaki in pa tudi v lokalnem okolju? Dijaki komaj čakajo, imam občutek tak, da bodo res lahko šli ven, se pravi izven učilnice učiti in jaz mislim, da bo to okolje ponujalo to možnost in vse vemo, to izkustveno učenje, ne? In tudi izven na odprtem prostoru, na svežem zraku, zagotovo so potem učinki dosti boljše. Tako da dijaki se že veselijo, tudi mi z njimi. Magister Marjan Kampuš, iskrena hvala za ta pogovor in naj projekt Urania zaživi tako, kot ste si ga zamislili. Hvala za vaše želje, hvala za intervju in lep pozdrav vam in vašim poslušalcem. Pogovor sem posnela Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V občini Tolmin so začeli pripravljati nov odlok o plovbi, s katerim želijo vnaprej določiti pogoje za uporabo plovil na akumulacijskem jezeru Most na Soči, preden bi to območje dosegel val množičnega turizma. Župan Alen Čeru. Naš cilj je, da prehitimo situacijo, ki nas je doletela pri plovbi na reki Soči, kjer je gospodarski interes v bistvu ušel izpod nadzora in je zdaj naknadno uvajati regulative dosti bolj mučno. Tu pa si želimo brez nekih prisil, tudi v uvodnem delu, brez kakršnihkoli plačevanj, dovolilnic ali česa podobnega, samo določiti jasna pravila igre za vse deležnike, da bo izkušnja za vse čim bolj prijetna in sobivanje nemoteno. Most na Soči je pred kratkim dobil kolesarsko povezavo s Tolminom, obetata se nadaljevanje odseka do železniške postaje in prenova mostu. Čez nekaj let pa še obvoznica in garažna hiša pod vrtcem. Poleg tega se ob jezeru ali v neposredni bližini gradijo nove zasebne investicije, med njimi denimo butični hotel. Predsednica delovne skupine Sanja Sivec-Levpušček je povedala, da se bodo člani najprej seznanili z dejanskim stanjem uporabe jezera, parkirnih in javnih površin ob jezeru ter veljavnimi predpisi, ki to območje urejajo. Na tem našem prvem srečanju je bilo predvsem govora o omejevanju množičnega turizma, o urejanju območja in sprejemanju nekih pravil za čim lepše izkušnje, tako turistov kot seveda tudi domačinov. Govorili smo tudi o tem, katera plovila na jezeru bi dovolili, katera ne. Poudarek je bil pa zelo tudi na varnosti. Želeli bi zagotavljati, da vsi uporabniki jezera, da so na vodi varni.
Delovna skupina se bo znova sestala v prvi polovici marca. Cilj je, da do jeseni pripravijo usklajen osnutek odloka. Kar pomeni, da v času letošnje poletne turistične sezone nekih sprememb večjih na jezeru še ne bo. Bomo pa ta čas izkoristili za to, da bomo spremljali stanje na terenu, vsi člani delovne skupine, vsak svojega področja, in bo to tudi lahko neka dodatna informacija, ki bomo lahko upoštevali pri pripravi novih pravil. Delovno skupino poleg 2 predstavnic občine sestavljajo pa en predstavnik lokalne skupnosti, turističnega društva, medobčinske uprave, ribiške družine, kajakaškega kluba, turizma Dolina Soče in Soških elektrarn kot upravljavca jezera. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. To je bilo v današnji oddaji vse. Vabljeni, da ostanete v naši družbi, saj čez nekaj minut sledi Pustna sobotna iskrica. Če ste oddajo zamudili, je na voljo v radijskem audio arhivu in na našem podkastu. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.